Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Nas pred korono branijo cincarji. Odkritje omikrona lahko celo napoveduje nov val, tako pravi minister za zdravje Poklukar. Lahko da, lahko ne. Tudi ostali prvoborci proti epidemiji koronavirusa ne zaostajajo dosti. Bojimo se, strah nas je in tako naprej. Hecno, ko smo bili majhni, so nas učili, da je strah od znotraj vota, okrog in okrog ga pa nič ni. Pa tudi, da skoraj še nikoli ni zajca ujel. Vsakega med nami lahko seveda upravičeno skrbi za njegovo zdravje. No, od najbolj odgovornih pa bi človek vendarle pričakoval malo manj strahu in negotovosti. Zato so tam. Sedaj pa se lotimo 55. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali energetski mrk, kako obnovljivi so obnovljivi viri energije. Energenti se pospešeno dražijo, po svetu prihaja do izpada energetskih omrežij. Evropska unija tuhta, ali je jedrska energija lahko tudi zelena. Kaj nas čaka na tem področju, bomo vprašali naša posebna eminentna gosta. Profesorja dr. Mihaela Sekavčnika, dekana Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, ter dr. Mitjo Uršiča, višjega znanstvenega sodelavca Inštituta Jožef Štefan. Dobrodošla. Pozdravljen. Doktor Uršič, če morda midva začneva, če nama bo kolega Sekavčnik oprostil, se ne drživa principa senioritete, ampak vseeno, eno izmed vaših raziskovalnih področij, doktor Uršič, so tudi jedrske nesreče, ne? In tista nesreča, mislim, da je bila leta 2011 v Fukušimi na Japonskem, je imela za eno izmed posledic tudi radikalno spremembo recimo nemške energetske politike. Pa bi za začetek, če se strinjate, si malo z gledalkami in gledalci osvežili spomin, zakaj je takrat šlo v bistvu pri tisti jedrski nesreči v Fukušimi? Torej, najprej je prišlo do potresa. Potres, ki se je zgodil globoko v oceanu, je povzročil nastanek cunamija. Sama elektrarna je potres dobro preživela, vendar ko je prišel cunami do nje, je predrl pregrado, ki je bila prenizka, in to je potem povzročilo sled dogodkov, ki smo jim bili priča. Sledilo je to, da so odpovedali aktivni sistemi, ki so bili gnani z elektriko, in končna posledica so bile večkratne eksplozije vodika v različnih reaktorjih. Ampak v bistvu je šlo res za nek tak, kako bi rekel, izreden dogodek, ne? Zakaj po vašem mnenju recimo je to tako odmevalo tudi recimo v Nemčiji, kjer verjetno cunami niso problem oziroma nimajo jedrskih elektrarn, verjetno na morskem obrežju, da je potem Nemčija se tako radikalno spremenila svojo energetsko politiko, tudi recimo se praktično odpovedala jedrskim elektrarnam, v kratkem pač bojo nehali, naj bi jih nehali v celoti uporabljati. To težko ocenim. Vsekakor je bilo pa presenečenje, da je do takega dogodka prišlo v visoko razviti družbi, tehnološko razviti družbi, kot je Japonska. Zdaj, če lahko dodam za nazaj, eno izmed presenečenj, ker smo ga doživeli tudi potem kasneje, je bilo to, da Japonci so imeli informacije o tem, da so lahko cunami tudi višji, kakor so sami gradili pregrade zaščito za elektrarne. Torej, elektrarna sama je vzdržala tako močan potres. Zaščita pred cunamijem je bila pa preslaba. Če bi torej se upoštevalo zgodovinske dokaze, tudi mogoče danes ne bi govorilo o Fukušimi. Bi se dal preprečiti, pravite, če bi ti zid bil višji, ne? Ja. Bi mogoče bila situacija boljša, kot je bila. Zanimivo, ne, profesor Sekavčnik, kako lahko taka epizoda, kaj prinese recimo, ne? Ampak zdaj, če pogledamo, pustimo Nemčijo za hip ob strani, pa pogledamo našo strukturo pač virov energije v Sloveniji. Kako bi vi recimo pokomentirali to, ki jo imamo ta hip? Zdaj, nekemu laiku bomo videli tudi na grafu, se zdi, da je kar razpršena, ne? Kako jo pa vi pač komentirate? Ja, ta struktura oziroma energijska mešanica v slovenskem energetskem omrežju je v resnici tako rekoč idealna, ne? Zaradi tega, ker vsaka družba, ne, če se zdaj zožimo na
Slovenijo, potrebuje ves čas neko stabilno oskrbo z energije, temu rečemo tako imenovano pasovno energijo, to je tista, ki jo potrebujemo praktično ves čas, po dnevi, po noči, po leti, po zimi. In ta, se pravi, pasovni energijski tok zagotavlja v našem primeru jedrska elektrarna. Zaradi tega, ker je to najbolj varen način obratovanja, hkrati pa tudi najbolj ekonomičen način obratovanja za tako velike in pa drage objekte. Potem imamo seveda 1/3 zdaj trenutno zagotovljeno iz Teša, v glavnem pa še iz Ljubljanske toplarne, ki obratujeta, kot vemo, na premog, na fosilno gorivo. Te elektrarne pa v resnici odlikujeta dva atributa. To je na eni strani prilagodljivost, se pravi, te elektrarne lahko obratujejo v dinamičnem režimu obratovanja, se lahko prilagajajo energijskim tokovom, ki jih porabniki na drugi strani potrebujejo. In v resnici so to domači viri energije, ker v Šoštanju uporabljamo velenjski premog. Se pravi, tudi ta vidik uvozne odvisnosti od energenta tukaj igra vlogo. Res pa je, da zdaj pač nova politična paradigma v Evropi narekuje, da se bomo temu pomembnemu deležu oskrbe energije mogli v prihodnosti odreči. No, tretja tretjina v resnici so pa hidroelektrarne in na tem področju je Slovenija v resnici zelo srečna država, če se tako izrazim, v primerjavi z ostalimi članicami Evropske unije ali pa nekaterimi drugimi tudi večjimi državami, kot so Združene države Amerike. Kajti Slovenija je prvič bogata z temi ravninskimi vodotoki, na eni strani pa tudi relief same države nam omogoča, da izkoriščamo glavno 3 vodotoke, kot vemo, najbogatejša je Drava, potem je Sava in pa Soča. Pri čemer je Drava, kot vemo, ledeniška reka in zagotavlja bolj stabilne tokove, na eni strani, medtem ko na drugi strani imamo Sočo pa Savo, ki sta hudourniški reki in tudi na v teh dveh strugah pravzaprav imamo zelo dinamičen vodotok. Zdaj, na dravskih elektrarnah imamo še to prednost, da lahko zagotavljamo dnevno akumulacijo, kar pomeni, da lahko po noči, ko je premalo ali pa ko je manj odjema, na nek način shranjujemo to energijo v obliki vodne geodetske potencialne energije in jo potem v dnevnih konicah, torej v jutranji konici pa v večerni konici potem izkoriščamo to akumulirano energijo. Zdaj opazil sem, profesor Sekavničnik, Mure niste omenjali, ne? O tem je bila kar vroča debata v Sloveniji. Kaj vi pravite na to? Se pravi, elektrarne na Muri, da ali ne? Glejte, tu je vedno treba pač v resnici pretehtati, se pravi, tudi te okoljske dejavnike. Zdaj, na eni strani je škoda, da Mura energijsko ni izkoriščena, potem ko jo izkoriščajo na eni strani Avstrijci in na drugi strani Hrvati. Na tej strani pa ni na nek način reguliran vodotok, ker ima tudi za okolico ali pa bom rekel za samo strugo Mure negativne učinke, kot vemo, se izpira ta struga in to ima vpliv seveda tudi na podtalnico na eni strani. Zdaj, seveda imamo pa tudi zelo zanimive habitate in okoljske ali pa, bom rekel, naravne okoliščine, ki narekujejo, da bi bilo, če že izkoriščati vodni potencial Mure, k temu pristopati na dovolj pameten način. Se pravi, vse obstajajo tudi na nek način hidroelektrarne, ki na takih vodotokih minimalno posegajo v te naravne danosti. Še posebej, če upoštevamo, da je Mura v resnici ravninska reka in nekih večjih, bolj izrazitih vodnih pregrad ne bi bilo treba delati, saj tam izkoriščamo v resnici hitrost oziroma velike pretoke. Zdaj, doktor Uršič, vemo, Slovenija se je odločila, bo šla v nov blok, gradnjo novega bloka jedrske elektrarne Krško. Profesor Sekavčnik je tudi povedal, da je to v bistvu zagotavlja stabilnost ali pa to pasovno dobavo električne energije, ki je ključna za naš sistem. Rekli smo pa že uvodoma, sem povedal, Nemčija se pač odpoveduje jedrski energiji, pa ta hip še ne vemo zagotovo, ali bo Evropska unija opredelila jedrsko energijo kot neko zeleno, se pravi trajnostno naravnano energijo. Pa zdaj, da vas takole izzovem, kaj mi vemo, česa Nemci ne vemo, oziroma ne vejo, oziroma a si lahko sploh Evropska unija privošči, da pač se odpove jedrski energiji dokončno kot nekemu trajnemu viru energije. Jaz menim, da za eden ključnih ciljev naše družbe danes je boj proti klimatskim spremembam. In to pomeni uporaba nizkoogljičnih virov energije.
jedrska energija je z tega stališča idealna. Tudi graf, ki ste ga prej kazali in ga je komentiral profesor Sekavčnik, je kazal, da imamo 2/3 naših virov energije nizkoogljičnih. Tako hidroelektrarne kot tudi termoelektrarne. Zdaj pa jedrske elektrarne, se pravičujem. Razen termo, ja. Tako, zdaj pa, če bi nadomestili mogoče še termoelektrarne z samo jedrsko energijo, bi pa našo elektriko popolnoma razogljičili. In poglejmo si primer Francije, ki se je pred 2-3 desetletji odločila, da bo svojo elektriko zagotavljala iz jedrskih energij, na podlagi jedrskih elektrarn. Danes ima Francija nekje 55-56 elektrarn, ena je v gradnji in njihov ogljični odtis v Evropi je eden najmanjših. Mislim, da je vrednost okrog 50 gramov CO2 na kilovatno uro. Zdaj, na drugi strani imamo pa Nemčijo, ki se je, tako kot ste na začetku oddaje omenili, pred 10 leti odločila, da gre ven iz jedrske energije, veliko vlaga v izgradnjo samih obnovljivih virov energije, kot je sončna in vetrna energija, ampak njihov ogljični odtis je 6-krat slabši, kot je ogljični odtis od Francije. Mi smo pa ravno nekje vmes. Torej, jedrska energija se mi zdi zelo dobra alternativa, če želimo postati nizkoogljična družba. Hkrati pa zagotovimo tudi veliko stabilnost našega omrežja. Predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, da gledalke in gledalci malo razmislijo o tem, kar ste ravnokar povedali, ampak ne nam iti, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kako obnovljivi so dejansko obnovljivi viri energije. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno dr. Mihael Sekavčnik in dr. Mitja Uršič. Pogovarjamo pa se o tem, kako obnovljivi so dejansko obnovljivi viri energije. Profesor Sekavčnik, v prvem delu oddaje smo že malo govorili o tem, kako v bistvu neki izredni dogodki, kot je jedrska nesreča v Fukušimi ali pa mogoče še prej jedrska nesreča v Černobilu, spremenijo tudi lahko javno mnenje ali pa tudi mnenje odločevalcev o tem, koliko je recimo pač jedrska energija sprejemljiva, okolju ni škodljiva in tako naprej. Ampak vendarle Evropa zdaj ali zaradi Nemčije ali predvsem zaradi Nemčije, to boste vi povedali, gre nekako zdaj v to smer, se pravi čim manjše odvisnosti od fosilnih goriv, jedrska, to še niso čisto jasne, kaj bi z njo, pa proti tem obnovljivim virom energije. Zdaj na papirju ali pa na prvi pogled se to sliši super, v Sloveniji smo sploh za čisto okolje, pa za trajnostni razvoj pa tako naprej, ampak verjetno ni vse tako rožnato potem, ko greš v podrobnosti, ne? Ja, če bi bilo vse tako enostavno, potem bi imeli ta problem verjetno že rešen. In če bi bili mogoče malo tako slabo samo podobo, bi čakali na to, da bi to v Nemčiji uredili in bi rekli, bomo pač se mi naslonili na iste rešitve, kot jih ponujajo visokotehnološke družbe. No, žal vidimo tudi iz tega, kar je kolega Mitja prej povedal, da imajo Nemci potem, ko že zadnja desetletja ogromno vlagajo v obnovljive vire energije, v resnici zelo slab ogljični odtis pri proizvodnji električne energije, da o prometu niti ne govorimo na eni strani in da seveda so še daleč od tistega cilja, ki ga naslavljajo v tisti agendi tako imenovane Energiewende, se pravi energijski preobrat proti zelenim virom energije. Zdaj, tukaj je cela vrsta nekih objektivnih težav, ki preprečuje, da bi v resnici ta preobrat potekal na prvič tehnološko ustrezen način, na ekonomsko ustrezen način, zaradi tega, ker je, če povem na praktičnem primeru, v Nemčiji so ogromno kapacitet obnovljivih virov energije v zadnjih desetletjih zgradili, kot je bilo že izpostavljeno, ampak zaradi tega niti ene fosilne elektrarne v resnici niso zaprli. K vsaki vetrnici v resnici morajo investirati še nek backup in ta backup je v resnici gnan na fosilno gorivo. Zdaj, ta na nek način težnja k preobrazbi energetskega sistema proti zelenim virom energije pa
je dejansko motiviran z grožnjo v resnici podnebnih sprememb, ki začenjajo vplivati po drugi strani na našo ekonomijo, na naša življenja, na naš vsakdan, kar lahko opažamo. In to je v resnici tisto, kar terja od nas, da oskrbo z električno energijo ne razogljičimo. Jaz sem proti temu izrazu, ampak da uporabljamo sintagmo defosiliziramo, se pravi, da se rešimo fosilnih virov energije. Še vedno bomo tudi v prihodnosti uporabljali molekule, ogljikovodikove molekule za pridobivanje recimo električne energije ali pa kot pogonska goriva. Temu se ne bomo mogli izogniti iz preprostega razloga, ker te molekule, kakršnekoli že pač so, v resnici kemijsko gledano vsebujejo ogromno energijsko gostoto v primerjavi z obnovljivimi viri energije. Obnovljivi viri energije so zelo razredčena energija. In tako da zdaj tukaj je pa cela serija težav pri povečevanju deleža obnovljivih virov energije, zaradi tega, ker mi imamo razvit sistem, ki se je razvil na eni strani na izrabi teh fosilnih virov energije. Oskrba je bila v preteklosti enosmerna, se pravi iz velikih energetskih objektov preko prenosnega in distribucijskega omrežja do porabnikov. Razlog seveda za to, da je bila taka arhitektura tega sistema, je ekonomski, ker je to bilo najbolj ekonomsko učinkovito in tudi v kasnejši fazi je bilo najlažje velike centrale v resnici okoljsko sanirati s čistilnimi napravami. Boljš narediti eno veliko čistilno napravo, kot pa 1000 majhnih neučinkovitih čistilnih naprav. To je bila v bistvu paradigma v preteklosti. No, zdaj se bomo pač mogli v prihodnosti postopoma, seveda, o tem se da še več povedati, zaradi tega, ker če nepremišljeno pristopimo k povečevanju deleža obnovljivih virov energije, se lahko soočimo z nevarnostjo tako imenovanega kanibalizma, se pravi obnovljivih virov energije na račun fosilnih virov na eni strani in pa seveda tudi parazitskega odnosa. O tem lahko potem kasneje še kaj več povem. Ok, bomo še malo kasneje, ampak to sem hotel ravno vprašati, doktor Uršič, zdaj, če bomo zaprli, vlada je sprejela odločitev praktično v 10 letih malo več, bomo zaprli termoelektrarno Šoštanj, prej smo videli na začetku, tudi rekla sta oba, tretjino približno dobimo električne energije zdaj od tam. S kje bomo to nadomestili? Zdaj, potem, kar ste vi povedali, bi človek skoraj rekel, če se da, bi bilo treba povečati zmogljivost jedrske elektrarne Krško, mogoče razmišljati še o kakšnem reaktorju, ker verjetno tretjine iz obnovljivih virov energije, sonca pa vetra ne bomo mogli nadomestiti, ali se motim? Zdaj, pomembno je pogled, kakšen je potencial v Sloveniji. Iz obnovljivih virov energije, tako kot smo že rekli, je hidroenergija, kar smo več ali manj že dobro pokoristili. Obstaja še nekaj malih možnosti. Potem drugi vir bi bila vetrna energija, ampak vetrna energija je tako. Veter mora dovolj močno pihati. Ko pogledate karto Slovenije, najdete sicer dovolj območij, ko pa upoštevate še območje Natura 2000, potem pa vidite, da ste s tem virom energije relativno omejeni. Torej, na koncu nam ostane še fotovoltaika. Kar se tiče fotovoltaike, Slovenija je rahlo severno od Afrike, torej je svetloba, ki pade, sončna svetloba, ki pade v Slovenijo, je nekoliko nižja. Potem je treba upoštevati tudi fizikalne lastnosti izkoristka, kar na koncu prenese, da je gostota energije nekje v povprečju, to, kar uspemo izkoristiti, nekje 10 do 20 vatov na kvadratni meter. To je za primerjavo 100-krat manj, kot je v primeru jedrske elektrarne. Torej, rabili bi potem nekaj 100 kvadratnih kilometrov veliko površino, pokrito z sončnimi celicami in s tem bi približno pokrili našo potrebo po električni energiji iz sončnih virov. To zdaj za celoten spekter. Seveda, tukaj bi se pa potem pojavile težave z stabilnostjo našega omrežja. Kako vse skupaj kompenzirati? Potrebno je potem omrežje prilagoditi, njegovo moč je treba povečati. Torej, večje investicije tudi v tej smeri. Zdaj,
Nekako, če gremo mogoče zdaj iz teh strukturnih ali pa iz teh globalnih vprašanj bližje nam, uporabnikom, ne. Država zelo spodbuja zdaj tako pač fotovoltaiko, subvencijami z evropskim denarjem, toplotne črpalke in tako naprej po istem kopitu. Kaj so praktične težave, če so recimo pri tem, ne? Dost pač distributerji električne energije se zdi, ne gledajo zdaj ravno z neko posebno naklonjenostjo na vse to skupaj. Kaj so praktični problemi pri tem, ko recimo v praksi prehajajo čedalje več nekih majhnih zasebnih, da tako rečem, uporabnikov, prehaja na te neke lastne vire energije? Če lahko tukaj se navežem na tisto iztočnico, ki sem jo prej že omenil, to je tako imenovani parazitski odnos obnovljivih virov energije na obstoječe omrežje. Gre v resnici za to, da je naše omrežje dimenzionirano in pač strukturirano za nek drug način oskrbe, takšnega, kot smo ga prej razložili. Ja. In zdaj ti obnovljivi viri energije na nek način so kot parazit, ki lahko funkcionirajo izključno, če gostitelj, to se pravi obstoječe omrežje, deluje. Če to omrežje ne deluje, potem tudi obnovljivi viri energije niso več zanesljive. In to je tisto, na kar se sklicujejo razni distributerji, na katerih distribucijska omrežja se priklapljajo te mali proizvajalci električne energije. Tukaj obstajajo tudi seveda neke zelo realne tehnične omejitve glede moči in energijskih tokov na posameznih transformatorskih postajah, ampak če delež teh obnovljivih virov, ki niso sposobni na nek način uravnavati ravnotežje med porabo in proizvodnjo, preseže zmogljivost absorpcije tega gostitelja, obstoječega sistema, potem to pomeni, da ta gostitelj, tako kot v biološkem sistemu, začne hirati, propadati in jasno, ko gostitelj odpove, se pravi, ko elektroenergetsko omrežje odpove, potem tudi parazit z njim umre, da tako rečem. Takih primerov odklopov imamo celo vrsto, naprimer v Nemčiji, na Bavarskem, je do teh nestabilnosti prišlo večkrat. No in mi v resnici premalokrat poudarimo, da v Sloveniji imamo v primerjavi z Evropo, da ne govorimo v svetovnem merilu, zelo, če ne eno najbolj stabilno elektroenergetsko omrežje. Če se navežem na profesorja Kavčnika, on je omenil ključni princip. Torej, poraba pa proizvodnja morata biti ves čas izenačena, drugače ne gre. In zdaj, če se mi naslonimo v veliki meri na obnovljive vire energije, ki imajo dnevno dinamiko ali pa sezonsko dinamiko, potem je treba veliko več pozornosti dati v regulacijo. Kadar so viški energije, je treba bodisi te vire odklopiti, ali pa njihovo energijo nekam shraniti, recimo v baterijske hranilnike ali pa z uporabo črpalnih hidroelektrarn. Kadar je pa manko, je pa to, kar je že v prvem delu oddaje profesor Kavčnik povedal, moramo v ozadju bodisi zaganjati plinske turbine, kar pomeni, da smo nizkoogljični vir nadomestili z ogljičnim virom. Ali pa uporabljati potem to energijo, ki smo jo shranili, bodisi v baterijske hranilnike ali pa v hidročrpalne elektrarne. Ampak če se tukaj zdaj navežem na Mitjo, ki je zdaj ravno o tem ravnotežju govoril, tukaj imamo tako kot enačbo, imamo levi del enačbe, naprimer so proizvodni viri in na desni strani te enačbe so pa porabniki, se pravi so odjemalci tega energijskega toka, za katerega smo ugotovili, da mora biti ves čas, torej v vsakem trenutku v ravnotežju. In zdaj, če bomo mi šli seveda v to obnovljivo paradigmo in to brez, bom rekel, dvoma bomo mogli na nek način storiti v prihodnosti, bo treba razmisliti tudi seveda o tej desni strani enačbe, ki govori o porabnikih. Mi danes živimo, kot da je električna energija prosta dobrina, ki je vedno na razpolago v naših vtičnicah in se ne sprašujemo v resnici, od kod to pride. Zdaj, to, da se bomo mogli mi na nek način prvič, bomo primorani zmanjšati naše potrebe po električni moči ali pa po električnih tokovih, bo šlo v resnici v štric z uvajanjem obnovljivih virov energije. Sej to ne bo nič
dramatičnega. Vse to v zgodovini smo že večkrat doživeli. Mi imamo dostop do, naprimer, širše uporabe električne energije šele zadnjih 130 let. In jaz se spomnim, moja stara mama je vedno zelo pazljivo ravnala, kdaj je velike porabnike, kot so bili pralni stroji, takrat so prišli pralni stroji kot večji porabniki. To se nikoli ni čez dan uporabljalo, ampak je vedno bila v nizki tarifi. Zakaj je bila nizka tarifa? Zaradi tega, ker takrat ni bilo v resnici tega primanjkljaja v električnem omrežju. Se pravi, govorimo o tem, da se bo v neki bodoči trajnostni energijski oskrbi moral tudi porabnik prilagajati nekemu sistemu, se pravi levi strani te enačbe. No in tukaj pa naj poudarim, pride pa seveda zdaj izziv za opremo, za razvojne inovacije, ki lahko dejansko veliko teh stvari ponudi in tukaj tega znanja v Sloveniji v resnici imamo kar precej. Ampak ga je potrebno spodbujati s finančnimi sredstvi strani Agencije za raziskave. Točno tako. Ja, ARRS, ok. Naprimer. Posebna tema, bom naredil kljukico, ker pripravljamo eno oddajo tudi na to temo. Ampak tole me zanima, ne? Ste rekli, profesor Sekavčnik, ja, takrat smo pravili, ker je bil pocen tok, pri nas doma še zmerom tako, smo očitno bolj konzervativni. Ampak ja, elektriko imamo kot nekaj pač danega, ne? Ampak je pa problem, ko je ni. V Sloveniji smo imeli pred leti pač žled, takrat so bili problemi, lahko pa spremljamo, ne? Recimo v najbolj razvitih državah na svetu spomladi letos v Teksasu praktično en teden brez električne energije. Zakaj prihaja do izpadov teh energetskih sistemov in kako smo mi, recimo v Sloveniji, na kaj takšnega pripravljeni? Mitja, lahko. Ja. Torej, bilanca, ki smo jo prej omenjali, ni bila izpolnjena. Ja. To je glavni razlog. Torej, in bolj, ko se bomo zanašali na obnovljive vire energije, bolj bo treba na to bilanco paziti. Namreč, če imamo v sistemu velike mase, kot sta sedaj jedrska elektrarna Krško ali pa Šoštanj, potem to nam daje večji reakcijski čas v primeru, da bilance niso usklajene. Če pa bomo te mase ven vzeli, potem pa rabimo hitro reakcijo. In bo treba resnično paziti in bo to pravi izziv za naše omrežje. Tudi v omrežje bo potrebno zaradi tega bistveno ojačati, če bomo hoteli hitro reagirati. No, treba je seveda tudi dodati, če se navežem zdaj spet na to desno stran enačbe, kjer so porabniki, ta primer iz Združenih držav Amerike kaže v resnici na to, da je tam električna energija silno poceni in nobeden v resnici ne vlaga v neke ukrepe za racionalno rabo energije. In tisto, kar se je lani zgodilo v Teksasu, je bilo to, da so bile nenadoma zelo nizke temperature. Vsi objekti se ogrevajo tam bodisi na zemeljski plin, bodisi na naftne derivate. In v tistem času so bile te toplotne izgube iz slabo izoliranih objektov tako velike, da sistem tega preprosto ni prenesel. In potem so vsi vklopili seveda električna grela po svojih individualnih bivališčih, prenosno in distribucijsko omrežje, pa teh energijskih tokov preprosto niso bile sposobna premostiti. In zaradi tega so odpovedovali seveda te daljnovodi in pa distribucijsko omrežje in to nazaj vzpostaviti ni tako zelo enostavno. To ni tako, da bi prižgali tam dve stikali in bi sistem deloval. Tak sistem se vzpostavlja potem kar po zelo zapletenih protokolih. Ne nazadnje gre seveda za element varnosti pri teh daljnovodih. Vse to nas pa verjetno pripelje tudi do cene električne energije. Ne? Ta verjetno ni neodvisna od vira. Ne? Se pravi, a so ti obnovljivi viri energije potem tudi cenovno toliko konkurenčni, da bomo to zdržali? Vidimo, zdaj se energenti dražijo, ne? Grozi nam splošna ekonomska kriza, tudi kot posledica epidemije. Kako je s tem recimo? Kako je pa s ceno elektrike? To na koncu uporabnike še najbolj zanima. Ne? Ja, glejte, povprečna cena električne energije v nekem sistemu, če se zdaj omejimo na ta slovenski primer, kot je bilo čisto v uvodu te oddaje poudarjeno, je neka utežna srednja vrednost cene ali pa specifičnih stroškov ali pa lastnih cen električne energije iz posameznih virov. Iz jedrske elektrarne, iz termoelektrarn in pa iz vodnih elektrarn, če zdaj se omejimo zgolj na te glavne.
No in zdaj, seveda, obnovljivi viri energije, kamor se ne štejemo vodne energije, predstavljajo v Sloveniji marginalni problem. Naprimer, iz fotovoltaičnih panelov pridobimo, ne glede na to, da imamo inštalirano recimo več kot 6% celotne moči fotovoltaičnih panelov, ti prispevajo k proizvodnji tam manj kot 3% električne energije. Torej, omejimo se na te glavne vire. Zdaj, ti glavni viri, kot so jedrska elektrarna ali pa naprimer termoelektrarne, njihova lastna cena je pa odvisna od njihove časovne izkoriščenosti. Dalj časa, kot obratujejo, nižja je lastna cena, zaradi tega, ker so stalni stroški, se pravi kapitalski stroški zelo visoki in jih moramo seveda dolgo časa kapitalizirati. Zdaj, če uvajamo obnovljive vire energije v omrežje, ti obratujejo v resnici zelo malo časa v obdobju enega leta. Če ima na primer leto 8760 ur, ena sončna elektrarna proizvaja z imensko močjo približno 1050 ur v enem letu, se pravi recimo 1/8 celotnega časa. To pa pomeni natanko to, da prvič zaradi te kratke razpoložljivosti sončnih elektrarn je njihova specifična cena nekoliko višja. Res, da je vir energije recimo zastonj, ampak investicija, kapitalski stroški nam določajo to lastno ceno električne energije. In seveda ta element, da je ta energija na razpolago zelo omejen čas. Zdaj pa, ko mi te obnovljive vire integriramo v ta naš sistem, se seveda odklapljajo, poenostavljeno rečeno, tradicionalni viri energije, recimo termoelektrarne, ki so bile pa konstruirane, da bodo obratovale 7000 ur na leto, recimo. In zdaj jim skrajšamo za 1000 ur na leto obratovanja in to pomeni avtomatično, da se bo tudi obstoječim virom, ki so zdaj ekonomično obratovali pri nižjih stroških, se bo njihova, bom rekel, lastna cena povečala. In to dejansko vpliva na pritiske, cenovne pritiske na drugi strani. Že prej je pa kolega omenil, da seveda je to samo majhen delež v mozaiku, velika slika pride potem na plano, ko je treba pogledati, kaj je treba za infrastrukturo storiti, da bo tako omrežje zanesljivo delovalo. In tukaj je treba pa ogromne investicije, te ogromne investicije se pa v bistvu na položnicah posameznikov odražajo kot omrežnina, se pravi kot tisti stalni strošek in tukaj nismo v resnici pa še nič pametnega naredili. Tudi če pogledamo samo življenjsko dobo posameznih objektov, torej če govorimo jedrska elektrarna ali pa termoelektrarna, to govorimo o velikosti 60 plus minus 20 let. Če govorimo o hidroelektrarni, govorimo tudi o 100 let, imamo že zdaj elektrarne pri nas. Torej to so vsi objekti, ki so se amortizirali in iz katerih pridobivamo res poceni energijo. Zdaj, na drugi strani, če pa gledamo sončno energijo ali pa vetrno energijo, potem to bojo pa objekti, ki bojo delovali nekje 15-30 let in po tem obdobju bomo mogli zgodbo ponovno ponoviti, torej ponovno bo potrebno noter investirati. Tudi stališča materijala, ki ga porabimo za gradnjo objektov, so velike razlike. Torej, če vzamemo elektrarno, ki nam proizvede enako količino energije, in primerjamo recimo klasične elektrarne, pa potem vodno, vetrno ali sončno, bomo videli, da smo pri vodni, vetrni in sončni porabili 10-krat več materijala, najmanj, zato da proizvedemo enako količino energije. In to vsekakor ima potem tudi vpliv na ceno. Da ne pozabimo redkih zemelj, ki so potrebne za proizvodnjo sončne energije ali pa vetrne energije. Naj poudarim, da v resnici obstaja standardizirana metoda, po kateri lahko pridobimo te relevantne podatke, ne samo za proizvodnjo električne energije, ampak tudi za druge procese, ki upošteva energijske, materialne vložke in seveda potem učinke na okolje. In to metodo imenujemo life cycle assessment oziroma analiza življenjskih ciklov. In šele, ko naredimo eno tako celostno analizo posameznih tehnologij, ki upošteva vse od pridobivanja surovin za tako tehnologijo, izdelava posameznih komponent, uporabo te tehnologije v dobi trajanja in potem na koncu tudi v času razgradnje po končani življenjski dobi, šele takrat lahko mi v resnici potem primerjamo
okoljski učinek ali pa trajnost posamezne, ali pa trajnost, ker smo zdaj vsi naravnani na trajnostno energetiko, v tem primeru lahko sodimo potem, koliko je trajnostna kakšna tehnologija. No, se ravno to sem vas hotel vprašati. Ne? Recimo te ogromne vetrnice, spet laično gledano. Jaz sem šel gledati na splet, kaj se z njimi zgodi potem, ko jim poteče rok uporabe. Tam nekaj 30 let maksimalno to imajo rok uporabe. Zdaj videl sem v ZDA neke fotografije, ki zakopavajo v zemljo. Verjetno se tega ne da reciklirati. Kako se da to sploh potem v narekovajih uničiti? Kaj se s tem zgodi potem, ko ni več uporabno? Ja, vse se da reciklirati. Samo vprašanje je, koliko denarja smo pripravljeni plačati za to. No, gledali ste tiste slike v Združenih državah Amerike, se tega ne splača reciklirati in potem te vetrnice, ki so zgrajene iz polimernih ogljikovih, se pravi ojačanih polimernih materialov z ogljikovimi vlakni, to lepo v bistvu zakopavajo pod zemljo in v bistvu to v resnici ne more biti trajnostna rešitev. Vendar je treba resnici na ljubo povedati, da je vedno tako, da je človek preveč požrešen ali pa bom rekel preveč lačen te energije za to, da si vzpostavi neko v navednicah nek standard in šele potem, ko neko tehnologijo uporablja za to, da si ta standard vzpostavi in vidi, da mu ta tehnologija na drugi strani prinese neke okoljske izzive, začne ukrepati. Tako smo sanirali v navednicah termoelektrarne s čistilnimi napravami šele dolgo potem, ko so te že obratovale. Če pogledamo TEŠ5 ali pa TEŠ4, TEŠ5 je bil, se pravi, spravljen v pogon 1978 in šele v 90-ih letih je bila prigrajena zraven čistilna naprava, ki je v resnici ekološko sanirala ta objekt. V tem primeru vetrnih elektrarn vidimo zopet, mi smo začeli graditi te vetrne elektrarne, izkoriščamo električno energijo iz njih, ampak v resnici ne vemo, kam bomo s temi objekti po končani življenjski dobi. In zdaj trenutno jih zakopavamo in vidimo, na nek način se ne moramo slepiti, da je to okoljski problem in šele sedaj, naprimer tudi na evropski ravni, se odpirajo raziskovalni projekti, ki bi ustrezno naslovili tudi to okoljsko problematiko. Se pravi, vedno je ta okoljska problematika v resnici en korak zadaj. Ampak še enkrat bi rad poudaril, mi smo tukaj, prej sem omenil izraz pohlep, mi smo dejansko lačni in pohlepni te energije, zaradi tega, ker naša ekonomska paradigma temelji na prosti, odprti ekonomiji, ki raste. Mi smo vsi srečni, če ekonomisti začnejo pri poročilih govoriti, da rešila nas bo pa rast. Tudi proračun se bo zakrpal za ekonomsko rastjo. To je pač moto. Ampak v resnici, poglejte, filozofija ekonomske rasti in oskrbe te ekonomske rasti z obnovljivimi viri energije ne gresta skupaj. To je nerešljiv problem. In tisti politik, ki podpiše pod tak dokument in porine potem ta izziv inženirjem, tega problema ne bo rešil. Tega problema žal ne bomo rešili tudi v naši vdaji, mogoče pa se zagotovo še kdaj srečamo, pa nadaljujemo našo debato. Gledalke, gledalci, če boste po vdaji ugasnili televizijo, vam ne bomo zamerili. Za danes pa spoštovana gosta, dr. Mihael Sekavčnik, dr. Mitja Uršič, najlepša hvala za vajine komentarje. To je bil o taki in drugačni energiji, že 659. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali konzervo ali kako je biti konzervativec v Sloveniji. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.